Pozdravljeni, dragi otroci. Dobrodošli v mojem knjižnem kotičku. Tudi današnja pravljica bo pravljična želja za Lano, ki zelo rada prisluhne pravljicam. Lana si želi slišati zabavno pravljico o škratu. Ja, o malce nagajivem škratu. Predlagam, da se udobno namestimo in prisluhnemo Lanini pravljični želji z naslovom Ujel sem škrata. Škrati obstajajo in ta zgodba je resnična. Čeprav zanjo nimam dokazov. Lahko pa vam vseeno povem, kaj se mi je zgodilo pozno spomladi. Vse se je začelo z vrsto nezgod. Morda nezgoda ni najprimernejši izraz. Bil sem prepričan, da za tem tiči tačka mojega zapriseženega sovražnika. Anžeja, sosedovega brezrepega mačka. Zakaj sem pomislil nanj? Čisto preprosto. Anžej je razvajen, nikogar ne mara, jaz pa njega ne. Čisto običajno popoldne je in v svoji sobi zlagam stolp. Nenadoma me zmoti trušč. Z Bogom, čudoviti stolp. Trušč prihaja iz garaže. Zagotovo je Anžej. Malo prej sem ga videl na vrtu. Ne, ni Anžej. Nekaj dosti manjšega je. Pobliže pogledam. Ne morem verjeti svojim očem. Škrat je. In očitno nima dobrih namenov. Tako hitro teče, da ga sploh ne skušam ujeti. Za njim pa ostaja vonj po rožmarinu. Sklenil sem, da bom zlobnega možiclja ujel. Izdelal sem vrhunsko past. Morda ga bom privabil z jagodno karamelo. Obožujem karamele z okusom po jagodah. Tukaj ga bom čakal v zasedi. In čakam. Zaslišim ropot. Škrat je in nihče drug. Še trenutek. Zdaj. Neverjetno, da mi je uspelo. In to na mah. Škrat očitno ni preveč bister. Kozarec kar se da hitro obrnem in ga trdno zaprem s pokrovom. Škrat je pobledel. Z njim je nekaj narobe. Kot da mu nečesa primanjkuje. Seveda, zraka. Pokrov navrtam 7 lukenj. Škrat si opomore. A zakaj me še vedno tako jezno gleda? Morda bi še kaj rad? Seveda, hrano, lačen je. Nekoč sem slišal, da škrati jedo travo. Morda ima rad semena? Suhljad? Hrano za hrčke? Jaz sem škrat, ne pa hrček. Jem to, kar ti. Saj govoriš? Seveda govorim. Tak sem kot ti, le da sem manjši. Jaz nimam brkov, se razjezim. Tu imaš košček banane, dragi škrat. Kaj za vraga je ta sluzasta reč? Lačen sem. Je neolikano zatrmoglavil. Naj pomislim, špagetek z omako. Joj, počasi jej, da se ne boš zadavil. Neotesanec. In kaj naj zdaj s škratom? Morda mu je v kozarcu dolg čas. Mogoče se mu bo v družbi izboljšalo razpoloženje. Odnesi tega salaminskega črva proč. Ne maram črvov. Mislil sem, da bosta postala prijatelja. Prijatelja? Samo poglej ga.
se niti glave nima. V redu je, dojel sem. Škrat je očitno raje sam. Hej, če me pri priči ne izpustiš, ti bo trda predla. Če te zdaj izpustim, mi boš spet nagajal in mi grenil življenje. Obljubim, da ti ne bom več nagajal in delal škode. Misliš resno? Prisežeš? Svečano prisegam. Škrat svojo obljubo vedno izpolni. Počakaj. Zakaj pa skrivaš roko za hrbtom? To si hočem pobliže ugledati. Sej sem vedel! Prekrižal si prsta, lažnivec! Zares ti ni mogoče zaupati. Če me ne izpustiš, te bom uročil. Zrasla ti bodo velikanska oslovska ušesa. Od kdaj pa znaš čarati? Mi ne verjameš? Lepo čakaj. Škrat začne že brati nekakšno čarovniško formulo. Čakam, a se nič ne zgodi. To je spet ena od njegovih zvijač. Kaj je pa zdaj? Kaj ti je? Slabo mi je. S šibkim glasom zašepeta Škrat. To je spet ena od tvojih zvijač. Ne bom ti nasedal. Nehaj, to ni več smešno. Joj, ne. Ti je zares slabo. Takoj ti bom pomagal. Saj sem vedel, da je zvijača. Toda kozarec sem že odprl. Škrat je izjemno uren. Stoj! Pazi se! Zakričim. Vendar je že skočil skozi okno. Posmehuje se mi iz sosedovega drevesa. Toda ne ve, da je na ozemlju Anžeja, razvajenega mačka, ki nikogar ne mara. Živjo, Mucek, kako si kaj? Saj me ne boš pojedel, močno bi se ti spahovalo. Pri priči vzamem kozarec vode. Anžej vode na srečo ne prenaša. Škrat steče takrat na varno. Tako je nevzgojen, da se mi niti ne zahvali. Ne hvaležnež. Pa življenje sem mu rešil. Naslednji dan se spet vrstijo nezgode. Ne moram verjeti. Zvečer se obupan odpravim spat. Ko pa pridem do postelje, vonj po rožmarinu. V pričakovanju nove Škratove lumparije odgrnem odejo. Namesto tega pa nezgod še ni konec. A včasih, ko grem spat, me na posteli pričaka karamela z okusom po jagodah. Ja, zelo zabavna pravljica. Pravljica o nagajivem škratu, ob katerem zagotovo ni ne duha, ne sluha v dolg času. Vedno znova je poln takšnih in drugačnih zabavnih idej. Se pa sprašujem, le kje se sedaj skriva tale škrat? Upam, da nikje naokoli. Otroci, v mojem knjižnem kotičku pa lahko prisluhnete še pravljici z naslovom Pošastko, v kateri boste spoznali pošast, ki se je na vse načine trudila prestrašiti otroka. Pa mislite, da mu je uspelo? Vabljeni k poslušanju prav tako zabavne pravljice. Prijeten pozdravček Lani, ter pa seveda vsem ostalim, ki tako radi prisluhnete pravljicam v mojem knjižnem kotičku. Lepo se imejte in pošilja vam en Škratov pozdravček. Čau, čau! O, ti Škrat ti, si pa res nagajil.